Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če spremljate to kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda ne se pozabi tudi naročiti na moj YouTube kanal, seveda če to spremljate kasneje, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. No, danes je torek, 24. marec in včeraj, če se spomnite, smo mi opozorili na to bikovsko divergenco in omenjali smo, da lahko pride do odboja oziroma do preobrata. In točno to se je tudi zgodilo včeraj. In zdaj, kot kaže, mi smo označili tole likvidnostno območje tukaj na okoli 71 do 72 tisoč. Mi smo se ga dotaknili, samo malo, da dam to malo bolj dol, mi smo se ga dotaknili, ampak nismo pobrali še vsega, tako da danes je zdaj tudi večja možnost, da mi gremo tole zdaj do popolnosti pobirati, kar tudi nakazujejo te zadnje svečke. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval in pa tudi na enournem časovnem intervalu je zgodba podobna. Kaj bo pa treba zdaj edino paziti? Tukaj na tem indikatorju vidimo, da so se začele nabirati dolge pozicije. Tako Bitcoin, to je oranžna črta, kot tudi Ethereum sta postala prekupljena. Tako da to bo treba vsekakor paziti. RSI je trenutno kar ok, tudi Stochastic RSI kaže prednost bikom, tudi tukaj na enournem časovnem intervalu je kar podobna situacija. Tako da kar bo za spremljati danes, je seveda tole območje tukaj zgoraj od 71.500 pa vse tam nekje do 72.000. Možnost je tudi, da se mi morda še nekaj časa potikamo tukaj v tej konsolidaciji in naredimo skrito bikovsko divergenco. Ni pa nujno. Tako da to bo treba vsekakor spremljati še naprej. Zdaj to bo treba paziti tukaj, sem omenil te dolge pozicije, kje imajo ljudje stop losse, tukaj pod tem dnom in pod tem dnom, tako da bom tole označil. Če se slučajno preobrnemo, imamo potem seveda tukaj likvidnostno območje spodaj na okoli, oziroma na praktično točnih 70.000. Poglejmo si zdaj še likvidacijska območja tukaj. In ja, kot vidimo, tukaj sem naštimal na 24-urno trenutno. In tukaj je ogromno pozicij ljudi, ki so stavili na padec. Ta prva je 71.250, to bi zdaj lahko v kratkem pobrali. Potem je tudi tukaj ogromno 71.800 in tale je na 72.262. Ampak, kot sem opozoril, tudi zdaj tukaj spodaj se nabirajo dolge pozicije, torej pozicije ljudi, ki stavijo na rast. Ampak, preden bi se obrnili navzdol, mislim, da bi bila precej velika možnost, da gremo najprej pobirati te zgoraj in potem se počaka na kakšen znak preobrata, morda dvojni vrh ali trojni vrh, tako da, ja, to bo treba še vsekakor spremljati. Poglejmo si zdaj še Ethereum, kako mu kaj kaže. Tudi tukaj se očitno pripravlja, da bomo nadaljevali to likvidnostno območje. Tukaj smo v bistvu že spucali.
Tukaj je ogromno ljudi stavilo na padec. Kje so še stavili na padec? Tukaj. Samo malo, da jaz to malo oddaljim. Tukaj so stavili na padec in stop losse imajo na 2240, dajmo reči. Tako da tukaj zgoraj je še eno likvidnostno območje in če nadaljujemo z rastjo, bi lahko mi šli tole pobirati. In naslednje likvidnostno območje, tudi tukaj so stavili na padec, kot vidimo. Stop losse pa imajo lahko nekje na 2350. Tako da bom tudi to označil, če slučajno nadaljujemo z rastjo, je potem seveda tudi velika možnost, da gremo to pobirati. Ampak, kot sem prej omenil, ogromno ljudi zdaj stavi na rast in seveda tukaj smo imeli tole likvidnostno območje, ki smo ga šli pobirati, ampak zdaj so ponovno tukaj postavljeni stop lossi, tako da če se slučajno obrnemo, je ta prva spodnja meja na okoli 2100. Poglejmo si zdaj še enourni časovni interval, tudi tukaj sem jaz opozoril na tole bikovsko divergenco in seveda je prišlo potem do tega odboja včeraj. Zdaj trenutno smo še vedno v tej konsolidaciji. Možnost je, da mi delamo neko dvojno dno tukaj, kar bi lahko pomenilo bikovski vzorec, kar bi lahko pomenilo, da bomo mi nadaljevali z rastjo in seveda šli pobirati še naprej te likvidnosti naprej gor. Tudi na enournem časovnem intervalu bo treba paziti, počasi so se začele nabirati dolge pozicije. Tako da bo sigurno treba spremljati tole situacijo tukaj. Čez vikend smo bili praktično nevtralni. Kot vidimo, oba Bitcoin in Ethereum skorajda točno na sredini. RSI trenutno je ok. Prišli smo skoraj do prekupljenega območja in bomo videli, če bomo mi zdaj slučajno s to rastjo, ki bi bila kar precej možna, začeli delati kakšno medvedjo divergenco, kar bi lahko signaliziralo kasnejši preobrat. Ampak, ja, trenutno izgleda, kot da bi mi lahko nadaljevali tole rast. Bomo pa videli, kako se bo vse razvijalo skozi dan. Zdaj, če bo seveda kaj pomembnega, morda kakšen preobrat ali kaj podobnega, bom seveda to še dodatno obvestil preko Patreona, tako da, če se mi želite pridružiti tam in seveda tudi v živo, vsak dan ob 9 zjutraj, se lahko prijavite spodaj preko povezav v opisu in pripetem komentarju. In pa seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Kakšen všeček, seveda, tudi zelo pomaga in pa komentirajte spodaj. Se razvijajo kar debate in zelo rad tudi podebatiram z vami. In tako, to bo zaenkrat to, kar se tiče današnjega dneva. Jaz vam tako želim še en lep dan naprej in seveda se vidimo ponovno jutri ob 9 zjutraj. Čau, čau.